gospe, trte so rodile, prijatelji, vince nam sladko. Pravi Prešeren na začetku Zdravljice, ki nam je skozi zgodovino toliko prirasla k srcu in ki s svojo sporočilnostjo presega številna poetična besedila, da smo si 7. kitico izbrali za svojo himno. Morda je sicer naključje, a vendar je začetni vers te Prešernove mojstrovine še kako primeren za ta trenutek. Namreč oktobra, kot trta dozori, Brežice praznujejo svoj občinski praznik in prav v tem mesecu je dobra 30 let nazaj še zadnji jugoslovanski vojak zapustil slovensko ozemlje in s tem smo po odločitvi za samostojnost in po ustanovitvi lastne države postali tudi suvereni. Trojček državniških prireditev, junijski dan državnosti, oktobrski dan suverenosti in decembrski dan samostojnosti in enotnosti so si tako v skladu z dogovorom med sabo razdelile občine Krško, Sevnica in Brežice. In vsaka med njimi svečano obeleži enega med njimi. Zato, spoštovani obiskovalci in cenjene obiskovalke, vsi vabljeni gostje, vsem vam namenjam prav lep dober večer na že tradicionalni posavski prireditvi ob dnevu suverenosti, ki vsako leto na predvečer praznika poteka v soorganizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice, občine Brežice in Posavskega muzeja Brežice. Da mir ni samoumeven, smo lahko spoznali dobra 30 letja nazaj in spoznavamo tudi danes v vsakodnevnih novicah vse povsod. V svetu, kjer so konflikti pogosto na površju, je mir tista dragocena izbira, ki nas povezuje in omogoča, da skupaj gradimo boljšo prihodnost. Iskanje miru ni le odsotnost vojne, temveč aktivno prizadevanje za razumevanje, sprejemanje in ljubezen med ljudmi. Pred dobrimi 3 desetletji smo trepetali za svoje bližnje in se srčno razveselili, ko smo se osvobodili okov bivše države Jugoslavije in dobre 3 mesece po podpisu sporazuma na pot pospremili še poslednjega vojaka jugoslovanske armade. Pri tem so veliko vlogo odigrali tisti posamezniki, danes združeni v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, ki se niso predali, prestrašili ali pobegnili, ampak so se pogumno zoperstavili agresorju. Uvodni pozdrav in nagovor gostom vam bo tako namenil predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice, gospod Darko Udovič. Najprej pozdravljam in zahvala današnjemu slavnostnemu govorniku, evropskemu poslancu, gospodu Marjanu Šarcu. Poslanki v Državnem zboru, gospe Nataši Avšič Bogovič. Županu občine Brežice, gospodu Ivanu Mulanu. Med nami prav lepo pozdravljam predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gospoda Ladislava Lipiča. In generalnega sekretarja Zveze, gospoda Mitjo Jankoviča. Župane in podžupane sosednjih občin, člane občinskega sveta občine Brežice, občanke in občane. Spoštovane veteranke in veterani našega in združenja iz Krškega, Sevnice ter policijskega veteranskega društva Sever Posavje, delegacija Združenja borcev za vrednote enote Brežice in delegacija Zveze častnikov Brežice, dobrodošli na današnji slovesnosti. Jutri mineva 33 let od odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. To je bil zgodovinski dogodek za vse Slovence in Slovenke, ki se je trdno zasidral v našo nacionalno zavest. Z odhodom zadnjega vojaka, nam tuje in osovražene jugoslovanske armade, smo postali suveren narod in popoln gospodar nad celotnim ozemljem Republike Slovenije. Kaj pomeni suverenost in mir? V našem okolju se moramo zavedati, ko dnevno spremljamo poročila o grozotah, katere se dogajajo širom po svetu, pa ne tako daleč od nas. Zato je prav, da vsi podpiramo zavzemanje za prekinitev vojn,
ker dobro vemo, da nobena vojna še nikoli ni prinesla nič dobrega, posebno ne civilnemu prebivalstvu. Da smo veterani aktivni pri ohranjanju in spodbujanju domoljubja, pokažemo tudi z dejanji, kot je sodelovanje s šolami in s prenosom znanja na mlajše generacije, ter z dejanjem, kot je bilo pri obelisku zmage danes, kjer je vsako leto izvedemo dvig slovenske zastave, letos pa je potekala še podelitev praporskih zastav domicilnim enotam teritorialne obrambe občine Brežice, ki so leta 1991 aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni. Zahvalil bi se današnjim nastopajočim, glasbeni šoli Brežice, občini Brežice ter direktorici Posavskega muzeja Brežice Alenki Črnelič-Škrošl za sodelovanje pri izvedbi te svečanosti in seveda voditeljici Mateji Čurič-Jankovič. Čestitke ob dnevu suverenosti in občinskem prazniku. So čudovito mesto, ki so že od nekdaj znane po svoji gostoljubnosti in odprtosti. Seveda pa mesto ne bi kazalo take podobe, če ne bi imelo župana, ki naše mesto že vrsto let vodi s strastjo in predanostjo. Njegov vizionarski pristop in odprtost za nove ideje so zaslužni za mnoge pozitivne spremembe, ki jih občina doživlja. Spoštovanjem do tradicije in hkrati pogumom za inovacije župan Ivan Molan oblikuje prihodnost Brežic, kjer se povezujejo skupnost, narava in kultura. Gospod župan, danes v svojem mestu, v tem prekrasnem ambientu Viteške dvorane, gostite osrednjo posavsko prireditev ob dnevu suverenosti, zato vas vabim k besedi. Spoštovani veterani vojne za Slovenijo,
spoštovani slavnostni govornik Marjan Šarec, spoštovana poslanka Nataša Avšič-Bogovič, kolegi župani in podžupani, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gospod Vladislav Lipič, predsednik pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gospod Anton Supančič, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice, gospod Darko Udovič, svetnike in svetnice, cenjeni gostje in vsi prisotni. Pred 33 leti smo Slovenci in Slovenke v vojni izborili samostojno državo in svobodno zaživeli v trenutku, ko je še zadnji vojak nekdanje jugoslovanske vojske zapustil ozemlje samostojne Republike Slovenije. Desetletja so naglo minevale in z njimi so tonili v pozabo tudi razlogi za odločitev za samostojno pot naše enotnosti in boj za njo. V občini Brežice se zavedamo, da je bila lastna država, kjer odločamo sami o svoji usodi, preboljena in nepodarjena. Cena samostojnosti je bila plačana življenji in ranah naših ljudi. Kraj, v katerih smo si ustvarili dom, ležijo na pomembni geostrateški legi, zato smo že stoletja na prepihu zgodovine. Zato smo na tem področju ne le priče zgodovinskih dogodkov, ampak v njih tudi aktivni udeleženci. Od leta 1941, ko je okupator in izgnas obsodil naše ljudi, do leta 1991, ko so na meji mlade države Brežice potekle boje za obrambo naše Slovenije. Od leta 2015 smo tudi del ene od glavnih migracijskih poti, ki vodijo naprej v Evropo. Našo državno mejo še vedno nelegalno pristopajo tudi do nekaj 100 migrantov v koncu tedna. Kdor pozablja zgodovino, je obsojen na to, da jo ponavlja. V teh krajih se zavedamo cene naše samostojnosti, zato ohranjamo spomin na tisti prelomni čas ljudi. Ponosen sem, da naše lokalne skupnosti, občina, javni zavodi, šole in muzeji ter veteranska društva in občani dobro sodelujemo pri negovanju spomina na osamosvojitveno vojno. S to mislijo smo na občini pred leti podprli idejo o srednjem spominskem obeležju in v letu 2021 sodelovanje z Združenjem veteranov uredili pomnik obelisk zmage 1990. Da nam je vse v opomini. Suverenost slovenskega naroda je bila izpolnjevana, ni nam bila podarjena. Za njeno ohranitev so umrli ljudje, tudi naš občan in borec Jernej Molan. V naši bližnji v Evropi si nekateri narodi že stoletja prizadevajo za samostojnost, medtem ko smo Slovenke in Slovenci želje naših prednikov uresničili 1990. V več kot 30 letih se je marsikaj spremenilo v naši državi in v svetu. Žal, včasih tudi na slabše. Kljub vsem napredkom, tehnologiji in globalizaciji, svet ni postal bolj povezan in enoten, prizadevanje za mir in obče dobro. Vsak dan nas novica iz različnih koncev sveta o spopadih, ki ne pojenjajo, navdajajo z bojaznijo, kaj nam prinaša prihodnost. Prihodnost pa ustvarjamo ljudje, skupnosti, država, mednarodne organizacije v sodelovanju in iskanje dogovorov. Vodenje družbe prevzemajo generacije, ki nimajo lastnih spominov na osamosvojitveno vojno in celo na našo suverenost. Zato je pomembno, da z dogodki, kot je današnji, vztrajamo pri ohranjanju spomina na pomen svobode in miru. Spoštovani, naj ne bodo dejanja prelomnega leta 1991 nikoli pozabljena. Čestitam vam v bližnjem dnevu suverenosti in prazniku občine Brežice. Jaz, vihar, vas bom strl nocoj. Ko pride na mojih krilih pomlad, čez polje vihral bom in čez goro, in divjo svobodo proslavljal in rast. In lomil bom krone in cvetje bral, ko se bo še v popki skrivalo, da sok, ki se v njih prelival je, šumeč valoval čez dolino bo. Jaz sem majhna
majhno drevo. Ko pride veter, igra se z menoj. In če vihar, pozoveš me v boj, kako naj se borim? Kako? Vihar poplavlja polje in les. Kako ti je, malo drevo? V svobodi raztrlo je roke drevo in raste z viharjem do sinjih nebes. Evropa, naša starodavna domovina, čeprav le majhna celina na širnem zemljevidu sveta, veličastna. Evropa, ne zemljepisna, pač pa dekle, upodobljeno tudi na nebesnem svodu nad vami, v katero se je zaljubil sam Zeus in po njej poimenuje to celino, ki je postala naša domovina. Naš skupni dom, Evropa, bogata, pisana, utripajoča, tudi s krvjo prepojena, skozi vojne vihre prekaljena. Evropa. In tu, v samem srcu te celine se pretaka in preliva utrip kultur. Vzhoda in zahoda, severa na jug, dotik slovanskega, germanskega, latinskega sveta. Slovenija je srce Evrope. Preplet gora, ravnin in rek, ki se stekajo vse do morja. Poetičen uvod napoveduje današnjega slavnostnega govornika, ki od letošnje jeseni zastopa interese Slovenije v Evropi, evropski poslanec, gospod Marjan Šarec. Spoštovani gospod župan, spoštovana poslanka Državnega zbora, spoštovani visoki gostje, drage veteranke in veterani vojne za Slovenijo. V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko nocoj nagovorim ob prazniku, ki si je pravzaprav šele pred nekaj leti pridobil domovinsko pravico, je pa izjemno pomemben mejnik v naši zgodovini. Kajti dokler je na lastnih tleh tuja vojska, država ne more govoriti o suverenosti, dokler so tuji vojaki, ki so pravzaprav okupacijska sila, do takrat je lahko ljudi tudi strah in se bojijo za prihodnost. Ko pa tuja vojska odide, ko svoje ozemlje branijo domače sile, v tem primeru naši slovenski fantje in dekleta, takrat lahko govorimo tudi o vojaški suverenosti. Seveda je slovenska zgodovina, če gledamo desetletja ali stoletja nazaj, prepletena z izjemno težkimi dogodki. Bile so nas tudi vojne, vedno nas je kdo hotel uničiti, nam hotel preprečiti, da bi živeli kot Slovenci in da bi se potujčili. Danes smo že v kulturnem programu slišali lepo Slakovo melodijo in slišali lepo recitacijo v slovenskem jeziku. In vsega tega ne bi imeli, če ne bi imeli v naši zgodovini pogumnih žena in mož, ki so bili pripravljeni pustiti vse, zato da so to našo lepo domovino branili. Seveda je odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade sklep nekega dolgega obdobja, dolgega boja, ki se je, lahko rečemo, začel že dolgo nazaj in na začetku 20. stoletja, ko je Rudolf Meister priboril Maribor in okolico oziroma Štajersko, se pogumno uprl in ni pustil, da bi prišli pod avstrijsko tedanjo oblast. Potem smo bili leta 1941 spet soočeni z grožnjo izbrisa z obličja zemlje in spet so pogumna dekleta in fantje morali zgrabiti orožje in se boriti proti okupatorju, zato da bi slovenski narod obstal.
Konec 20. stoletja pa je prinesel najveličastnejši trenutek v zgodovini Slovencev, in sicer osamosvojitev in začetek življenja v svoji lastni državi. In vojna, ki je trajala sicer 10 dni, je tudi prispevala žrtve na oltar domovine. Prihajam iz Kamnika, kjer smo tudi imeli padlega Edvarda Peperka, tako kot vi tukaj v vašem kraju, in zagotovo je vsaka žrtev težka in je preveč, ko se bori narod za svojo svobodo. Ampak takrat je uspelo, ne zaradi posameznikov, ampak tudi zaradi naroda, ki je kot celota dihal kot eno, ki je vedel, da je takrat zgodovinski trenutek, da se je odprlo, kot radi rečejo, okno zgodovine, ko smo lahko izkoristili to priložnost in se postavili v bok narodov, ki imajo lastne države. In to je treba ceniti, tako kot je rekel gospod župan v svojem govoru, narod, ki pozablja zgodovino, jo ponavlja napake, in kdor ne pozna preteklosti, tudi prihodnosti nima. In zagotovo se je pomembno spominjati vseh tistih, ki so bili pogumni, ki so dali svoja življenja, kar je največ, kar lahko človek da, zato, da lahko nekdo drug živi v svoji lastni državi. Danes divjajo po svetu konflikti. V tem času imamo po svetu največ konfliktov po drugi svetovni vojni. Umirajo nedolžni, umirajo civilisti, ženske, otroci, ljudje bežijo v zaklonišča in ne morejo razmišljati o običajnih stvareh, o kakršnih razmišljamo mi. Recimo, kako se bomo ogrevali po zimi, kaj bomo nakupili v trgovini, kaj bomo otrokom plačali v šoli, na kateri izlet bodo šli, na kateri krožek se bodo prijavili, katere plesne tečaje in druge tečaje bodo obiskovali. To so naše vsakdanje skrbi, ki jih imamo v Sloveniji, ni pa to dano vsem. Ukrajina, Palestina in drugi konflikti, ki divjajo po svetu, nas opozarjajo, da ne glejmo vzvišeno na svet, ne glejmo vzvišeno, da se to nikoli več ne more ponoviti, in predvsem ne imejmo tega za podarjeno. In res je, slovenska neodvisnost in slovenska državnost nam nista bili podarjeni. Morali smo se zanjo boriti in našemu narodu nasplošno nikoli ni bilo nič podarjeno. Včasih se je boril s peresom, včasih je odložil pero in prijel v roko orožje. In zato smo ravno Slovenci tisti, ki nimamo pravice nikoli reči nikomur, da se ne sme braniti za svoje ozemlje, da ne sme braniti svojih ljudi in da nas ne sme braniti svoje državnosti in lastnega naroda. Mi smo zadnji, ki lahko kratimo to pravico, in vedno smo si Slovenci prizadevali za mir, kajti dobro vemo, kako je biti vedno na pragu izbrisa z obličja zemlje. Danes živimo znotraj mednarodnih integracij, Evropske unije, Zveze NATO in drugih mednarodnih organizacij, katerih pravzaprav najpomembnejša, a danes zelo slabo učinkovita, je tudi Organizacija Združenih narodov. In če smo nekoč sanjali o prostem prehodu meja, o prostem prehodu blaga in tudi o nekaterih drugih skupnih stvareh, jih danes imamo, a žal so ogrožene. Schengen ne deluje v celoti. Tudi prost prehod blaga in ljudi, ki bi moral biti legalno urejen, ni urejen tako, kot si želimo, in vedno se soočamo s težavami takšnimi in drugačnimi in bijejo se tudi gospodarske vojne. Evropa včasih tudi zaostaja za drugimi.
In vedno bolj se tega mnogi zavedajo ali pa zavedamo in zato bo treba nekaj spremeniti. Predolgo smo živeli v misli, da nam je vse dano in da se nam nikoli več ne bo treba za ničesar truditi. Nikakor. Današnji čas nas opominja in nam daje vedeti, da se še kako moramo boriti vsak dan najprej za svobodo svoje države, potem za našo skupno domovino, ki se ji reče Evropska unija, predvsem pa biti na razpolago tudi tistim, ki so manj srečni od nas, ki nimajo osnovnih dobrin in predvsem nimajo osnovnih stvari, kot sta mir in varnost. Kajti, če ni miru in varnosti, potem je vse drugo zaman in ne moremo živeti v popolnosti. Zato, drage veteranke in veterani vojne za Slovenijo, drage gospe, dragi gospodje, želim vam iskrene čestitke ob prihajajočem prazniku. Želim vam, da bi se vaša regija razvijala še naprej. Želim vam tudi medsebojnega sodelovanja in naj živi mir in naj živi Republika Slovenija. Hvala lepa. Hvala slavnostnemu govorniku, evropskemu poslancu, gospodu Marjanu Šarcu in tudi njegovima predhodnikoma, gospodu Darku Udoviču in gospodu Ivanu Molanu. Svoboda je vrednota pokončnih ljudi. Ljudi, ki se zavedajo svoje in narodove samobitnosti. Svoboda ni odvedno in ne zavedno. Jasno nam o tem pričajo temine sodobnega sveta. Za svobodo se je vredno boriti. Samo z njo smo, brez nje smo kdorkoli. In če smo, bo vedno prišla svetla pomlad in novo življenje. Na oder pa prihajajo sedaj člani KUD Oton Župančič Artiče. Ob zaključku današnje prireditve bomo prisluhnili še, kako zveni zborovska pesem. Pravijo, da je zborovsko petje ena najlepših in najbolj univerzalnih oblik glasbenega izražanja. Združuje glasove posameznikov v en sam harmoničen zvok, ki lahko preprosto, a globoko izraža čustva, povezuje ljudi in ustvarja skupnost. Nocoj tako na našem odru pozdravimo mešani pevski zbor KUD Oton Župančič Artiče, sporovodkinjo Stanko Turšič Punkarčar, ki zaradi odsotnosti nadomešča glavno sporovodkinjo Simono Rožman Strnad. Thank you.
Spoštovane, nocoj smo znova častili slovensko suverenost, že 10. zapovrstjo v ljudskih 9 letih, odkar smo ji priznali status državnega praznika. Zagotovo se pomena tega praznika zaveda mnogo državljanov, a najbrž še vedno premalo, zato je prav, da se spomin na dogodke iz preteklosti ohrani in širi med mlade tako ali drugače. Samo en dom imamo in tam, kjer smo doma, tam je mnogo vedrega neba in poti povsod te vodijo v gozdove. In tam, kjer sem doma, z vinom pride pesem do srca. Reka pa odplavlja vse skrbi in žalost. Tam, kjer sem doma. Da je nocojšnji večer uspel, gre velika zahvala vsem govorcem in nastopajočim. Harmonikarju Jaki Slovenco s profesorjem Nikom Ogorevcem iz Glasbene šole Brežice, Liji Čurič in pa mešanemu pevskemu zboru Kut Oton Župančič Artiče s porovodkinjo Stanko Turšič Pungarčar in Dejanom Jarunčičem na klavirju. Ter seveda vam, spoštovani obiskovalci in obiskovalke. Želim vam lep preostanek večera in vse dobro. Na poti proti domu pa se le ustavite in malo poklepetajte ter nazdravite s kozarčkom rujnega. Saj je že Prešeren rekel 180 let nazaj, namreč ravno čez 14 dni praznujemo 180. obletnico, odkar je napisal Zdravljico, da nam vince poživlja žile, srce razjasni in oko. Bo pa že vedel, kaj ne. Na pot proti dvorišču pa vas bo pospremil znani glas harmonike z eno veselo, pa lahko noč.